Na trgu dela imamo že več kot 88,000 brezposelnih, kar je v primerjavi v enakem obdobju lanskega leta več kot 45,2%. Stopnja registriranih brezposelnih se pospela čez 9%. Javni finančni dolg je že narasel z več kot 32%, čeprav je enoletno nazaj znašal samo 21,5%. Napovedi za leto 2013 so imeli bil nekako 54%, kar pa ni izključujoče, da bo zadolžitev še višja, v primeru, če se bo obstoječe stanje nadaljevalo. Predvsem je zanimiv kazalnik gospodarske klime. Če je bila Slovenija v letu 2008 v mesecu avgustu med državami Evropske unije uvrščena še na 4. mesto, je danes naredila na 25. mesto za 54,4 točke. Povprečje Evropske unije danes znaša 80,9 točke. Slovenija je tudi med vsemi državami Evropske unije izgubila največ točk in to nedvomno kaže, da vzrok za slovensko krizo niso samo zunanji vzroki, ampak predvsem tudi notranji. Ocena stanja. Ministrstvo za gospodarstvo reagira na krizo prepočasi. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so v glavnini neučinkoviti. Ministrstvo za gospodarstvo je tudi eno izmed ministrstv, ki je v tem obdobju sprejelo najmanj ukrepov. Ministrstvo za gospodarstvo pogrešamo predvsem to, da bi sprejeli dolgoročnejše ukrepe, ki bi bili razvojno naravnani za gospodarstvo. Večina ukrepov je bila sprejeta za gašenje že narejene škode oziroma za blaženje socialnega mira. Ukrepi v drugih državah Evropske unije so učinkovitejši, kar se nedvomno vidi iz kazalnika gospodarske krize. Slovenija ima najvišji strošek delovne sile, kar sigurno predstavlja velik pritisk na delodajalce in potiska slovensko gospodarstvo v nekonkurenčnost. Likvidnostni trg se nadaljuje, jamstvena shema ni zaživela, nima pravega učinka, kreditiranje malih in srednje velikih podjetij je skoraj zelo. Infrastrukturne investicije predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov protikriznih ukrepov oziroma blažilcev krize. Republika Slovenija je na tem mestu podhranjena. Časovnice za posamezne projekte vlaganj v železnice, telekomunikacije in energetike se podaljšujejo oziroma se umikajo. Zakonodaja je preveč toga neusklajena, predvsem na področju javnega naročanja, gradenj, varstva okolja, prostora in podobno. Zadnja sprememba postopka zakonodaje so prenesli celo podaljšanje postopka iz teoretičnih 24 mesecev na 37 mesecev. Zaskrbljujoče je predvsem neusklajeno delovanje Ministrstva za gospodarstvo in pa Ministrstva za finance. V tem obdobju krize bi te dva ministrstva morali nekaj početi, ne pa da poslušamo tisto, kar predlaga Ministrstvo za finance, podrej Ministrstvo za gospodarstvo, tisto, kar predlaga Ministrstvo za gospodarstvo, podrej Ministrstvo za finance. Ministrstvo za gospodarstvo je v tem obdobju za po naši oceni izločili dva pomembna subjekta, in sicer elektronske komunikacije in pa ekonomsko diplomacijo. Nedopustno je kadrovanje sedanje vlade, da so največja podjetja v večinski lasti, da daljše čase brez ustreznih vodstv, na primer Nova Ljubljanska banka, Slovensko železniško zavarovalnico Triglav in s tem posledično brez ustreznih strategij. V nadaljevanju bi predstavil predlogov ukrepov, ki jih je pripravil Odbor za gospodarstvo. Videli boste, da se te ukrepi dosti ponavljajo z predhodnjima sogovornikama, ampak to pomeni, da odbori znotraj strokovnega sveta delujejo usklajeno in delujejo v razmišljanju nadaljnjega razvoja. Nujna je potrebna sprostitev likvidnostnega krča, jamstvena shema je namenjena zgolj dobrim podjetjem, zmanjšati potrebno pri tem administrativne postopke, pomembna so pa predvsem tukaj, da se zagotovi likvidnost za mala in srednja velika podjetja. Večja fleksibilnost delovne sile, zmanjšanje in pa predvsem odprava administrativnih postopkov pri zaposlovanju nove delovne sile, oprostitve plačila prispevkov, ki izbije delodajalce nove zaposlitve oziroma za tiste, ki se odločijo za samozaposlitev.
Bistveno, kar se nam tudi zdi, je z direktnimi ukrepi razbremenitev gospodarstva. Tukaj mislimo predvsem na znižanje stopenj davkov dohodka pravnih oseb, iz davke za javnosti, zvišanje olajšav za investicije ter razvoj, še dodatno skrajšati rok za vračilo predplačanega davka, nujno je potrebno vzpostaviti finančno disciplino in pa smiselno bi bilo zmanjšati plačilne roke za podjetja, ki so v večinsko državni lasti. Potrebno je pospešeno in učinkovito vlaganje v javno infrastrukturo, uskladiti zakonodaje na področju javnega naročanja, gradenj, varstva okolja, prostora in podobno. Projekti, ki omogočajo takošnje črpanje sredstev iz evropskih skladov in vse te ukrepi bi verjetno ogromno pripomogli pri oživitvi gospodarstva in pa pri odpiranju novih delovnih mest. Smiselno bi bilo pripraviti čim prej nacionalni energetski program. Brez jasnih energetskih smernic naša podjetja tavajo v temi. Uspešen, moderni, nacionalni energetski program je konstruktivni tudi za različno vrstnih podjetij, to kakšne tehnologije ne vlagajo na področju energetike in tako posredno podrobijo krizo. Podjetja morajo dobiti jasne signale in zaveze države, kaj bo v energetiki zjutri in pojutri. Kakšna tehnologija bo imela. Vse te usmeritve nam lahko da le kvalitetni nacionalni energetski program, ki ga bi morali imeti že danes v imamo. Nujno je potrebno internacionalizacija, to mislimo predvsem na nujno odpiranje prodajnih poti. Vemo, da vsa podjetja lahko v nedogled znižujejo stroške, da se postajajo tudi določeni limiti pred zniževanjem stroškov, vendar, če svojih izdelkov, ki jih proizvajajo, ne bodo prodali, bo podjetje propadlo. Tu mislimo predvsem na sofinanciranje skupinskih sejmov v tujini. Ukrepiti je potrebno ekonomsko diplomacijo, ne pa da je Ministrstvo za gospodarstvo predstavljeno Ministrstvo za zunanje zadeve in ocenjujemo, da bo ta ekonomska diplomacija izgubila še vso tržnost, ki jo ima. Spodbujanje malih in srednjih podjetij v izvozno poslovanje in pa smiselno bi bilo sofinanciranje vlade poslovnih klubov v tujini. Jasno bi bilo potrebno opredeliti strategijo podjetij v večinski državni lasti, ki še vedno predstavljajo vitalne gospodarske subjekte. Posebna pozornost ne se nameni odgovornemu upravljanju in razvoju strategij, ki bodo zagotavljale njihov obstoj, temveč tudi krepijo njihovo konkurenčnost. Neodgovorno je, da se ukvarjajo samo za zadovoljevanje parcialnih političnih interesov, ki jih predstavljajo menjave vodstva in nadzornih svetov. Večmesečni postopki pri izbiri in imenovanju vodstev ukromijo njihovo delovanje. Nujno je potrebno čimprejšnje oblikovanje strateških prioritet, ki bi minimizirale učinke finančne in pa gospodarske krize.